jutro vsem. Jaz imam, bi rekla, med vsemi govorniki še najmanj pomembno vlogo. Želela bi vas v imenu rektorja Univerze v Mariboru, profesor dr. Zdravka Kačiča, vse prav lepo pozdraviti na tem dogodku z naslovom Priprava uspešnega projekta ERC Advanced Grant, ki ga Univerza v Mariboru organizira v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Izpostavila bi, da je dogodek organiziran v sklopu projekta ZATE, Evropske noči raziskovalcev 2021, torej kot ena od dogodkov, osrednjega dogodka za september letos. Univerza v Mariboru je seveda raziskovalna univerza in mi se na različne načine prizadevamo spodbujati raziskovalno delo naših raziskovalcev, spodbujati tudi vpetost, mednarodni raziskovalni prostor, kot tudi raziskovalno sodelovanje doma. In ta današnji dogodek vidimo kot enega od takih. Pri naših prizadevanjih nam zelo pomagajo zaposleni na Ministrstvu za izobraževanje, ki so kontaktne osebe za posamezne stebre evropskega financiranja znanosti, kot tudi naši partnerji na raziskovalnih inštitutih in univerzah doma in v tujini. In za izvedbo današnjega dogodka se lepo zahvaljujem tako doktorici Andreji Umek Venturini, ki je nacionalna kontaktna oseba za obzorje Evropa, Evropski raziskovalni svet, in zlasti uspešna prijavitelja, profesor doktorja Romana Jeralo, ki je bil uspešen s projektom ERC 2017 z področja biotehnologije, ter profesor dr. Mateja Praprotnika, ki je bil pa uspešen leta 2019 z področja ved o življenju. Poleg govornikov in udeležencev z Univerze v Mariboru lepo pozdravljam tudi morebitne udeležence konzorcijskih univerz, Univerze na Primorskem in Univerze iz Nove Gorice in morda tudi koga z katere druge slovenske institucije, ki se udeležujete današnjega dogodka. Prepričana sem, da lahko s sodelovanjem in izmenjavo izkušenj smo lahko še bolj uspešni na razpisu ERC, tako na Starting kot Consolidator, kot sedaj Advanced Grant, in na drugih pomembnih razpisih za podporo raziskavam, ki seveda prinašajo pomembna nova znanja za reševanje problemov, ki, kot vidimo, jih v naši družbi nikoli ne zmanjka oziroma so vse večji in bolj zapleteni. Tako da še enkrat lepa hvala vsem udeležencem in prijetno izvedbo dogodka. Z manj zapletov, tudi tehničnih. Hvala lepa, profesor dr. Janja Hojnik, za uvodne besede. Zdaj pa predajam besedo dr. Andreji Umek Venturini, nacionalni kontaktni osebi za programe Evropskega raziskovalnega sveta. Izvolite. Ja, najlepša hvala. Najprej seveda najlepša hvala prorektorici za vabilo in prijazen uvod. In seveda tudi z moje strani zahvala obema nosilcema ERC projekta, da tako nesebično delita svoje izkušnje z bodočimi prijavitelji. In tudi zahvala Univerzi v Mariboru, da je odprla sicer v uvodoma zamišljen interni dogodek, tudi za vse zainteresirane prijavitelje slovenskih inštitutov in univerz, da jim omogočimo prisluhniti našima dvema nosilcema, in tudi verjamem, da potem v diskusiji z različnimi vprašanji se največ naučimo ravno s temi medsebojnimi vprašanji, ker ima vsak neko svojo situacijo, neko svoj vprašanje glede interpretacije pravil in tako res pač se drug od drugega učimo. Jaz bom svojo predstavitev tudi pustila gospe Brigiti, tako da z tega stališča ni potrebno kakšnih podatkov in številk zdaj skrbeti in si zapisovati po predstavitvi. Zdaj pa kar naprej, prosim. Uvodoma bom predstavila seveda ERC, potem se bomo pa usmerili na razpis, kar je glavna tema današnjega srečanja, in to je ERC Advanced Grant 2021, se pravi tekoči, ki je trenutno že odprt. Zdaj uvodoma imamo še naprej tehnične težave. Ja. To je, ja, tudi mene prej.
pridemo do, ja. Tako, super. Tole je uvodna predstavitev ERC, ker je pomembno, da ko se prijavljate na ERC, razumete tudi njihovo filozofijo, kakšne projekte tam pričakujejo, za kakšne se navdušijo in podelijo sredstva. In ERC je res ena posebna institucija na evropskem nivoju v tem smislu, da je v popolnem pristojnosti upravljanja, načrtovanja razpisov, podeljevanja sredstev, načrtovanja evalvacijskih postopkov v rokah znanstvenikov. Upravlja z tem programom neodvisen znanstven svet s svojimi 22 člani, ki ima svojega predsednika, ki potem v svoji osebi predstavlja ERC in imajo pri tem, kar sem rekla, popolno avtonomijo in so prosti vseh prioritet, ki jih sicer seveda vsakokratna Evropska komisija postavi. Tako da tukaj gre res za napredek znanosti, za pomikanje meje obstoječega znanja, tako morate tudi predstaviti svoj projekt. Poleg tega je namenjen ta razpis so namenjeni individualnim prijavam, tudi ta Advanced Grant mora biti individualna prijava v smislu, kako se lotite predstavitve svojega projekta. Seveda se pa razume, da delate neke pomembne, ambiciozne raziskave lahko samo s svojim timom in tudi celoten tim je lahko strošek tega projekta. Ampak to je vaša prijava in vaša ideja, ki jo boste pač realizirali s timom. Tako da absolutno to ne gre za partnerski odnos, to ne smete. Ker naprej, prosim. Zdaj, ERC je seveda zato tako privlačen, ker ponuja obsežna finančna sredstva za 5 let. 5-letni so lahko projekti, se pravi tudi za kar daljše obdobje. In se potem res razbremenite, ker vemo, kako raziskovalci neprestano lovite razpise, da sestavljate svojo finančno konstrukcijo za realizacijo svojih idej. Tu pa vas res prostijo s temi sredstvi in dolgoročnim projektom, da se posvetite tematiki, ki vas raziskovalno zanima. Seveda od tega pričakuje ERC potem tudi od vas, da je ta projekt za vas tudi nekako vključen v vaši raziskovalni karieri, tako kot je se zdi njim pomemben, in to je potrebno izkazati z nekim pogojem, kar pomeni minimalni čas dela na projektu. Vi se morate na advanced stopni, kar danes govorimo, danes bo na poudarek in primeri pač taki, ki so primerni za advanced stopnjo, morate biti na tem projektu vsaj 30% svojega delovnega časa, koliko se morate obstoječih nalog razbremeniti. Če rajš vidijo malo več, ampak pač 30 je dovolj. In seveda drugi pogoj je, da morate biti vsaj 50% svojega delovnega časa delovati znotraj EU, ker osnovni namen ustanovitve ERC je bil razvoj znanosti v Evropi. Kar naprej, prosim. Zdaj bomo pogledali nekaj mogoče stereotipov, ki so se o ERC uveljavili, pa da jih pač nekako umaknemo, zato da ni slabe napačne percepcije. Pogosto se govori, da ERC financira temeljne raziskave in nič drugega in to ne drži v popolnosti. Seveda financira, oni raje vidijo izraz pionirske raziskave, ker gre za napredek znanosti, čiste znanosti, kot brez nekih usmeritev v konkretne probleme, ampak lahko pa vaš projekt vključuje od teh temeljnih spoznanj tudi potem že aplikativni del raziskav. Skratka, to ni nujno, da je v škodo projektu, če imate pokrito tudi pač te lestvice proti nekak zrelosti uporabe rezultatov. Sredstva, ki so razdeljena med panele, so deljena glede na to, koliko prijav posamezni panel, posamezno raziskovalno področje dobi. Se pravi, v tem smislu so vsa enako podprta glede na to, koliko prijav dobijo. Nimajo nobenih prioritet med recimo družboslovjem ali pravoslovjem ali podobnega. Denar sledi številu prijav. Vsi paneli, to jih je 27, jih bomo videli v nadaljevanju, na katerih na enega od teh vi prijavite svoj projektni predlog, imajo potem še ki jih natančneje opiše in te ključne besede so vam v pomoč, da izberete panel. Niso pa mišljene kot prioritete, ERC prioritete. Skratka, da ni bojazni, če bi vi pričakovali kakšno drugo ključno besedo, pa je ni, da potem ni pametno prijavljati k njim. Se lahko vrnemo še nazaj? Super, ja. Stopnja uspeha je nekako
preko celotnega obdobja enaka, se pravi, ni pomembno, koliko let od doktorata je minilo, važno je, da imate v tistem momentu pripravljate idejo, s katero boste navdušili panel, ki vas bo ocenjeval. Tudi znanstvene objave niso odločilne pri izboru, seveda je pomembno in bom tudi na nadaljevanju prikazala, kakšen profil nekako pričakujejo, ampak bolj pomembna je teža vaše raziskovalne ideje, neka ta res out of the box, da tako rečem, ideja, ki bo navdušila paneliste, da bi to nekdo raziskal. In tudi gostiteljska institucija ni evalvacijski kriterij, tako da tudi z tega stališča pač Univerza v Mariboru, ker še nima advanced granta, ni v nikakršno slabšem položaju. Jaz bi kar spodbudila k prijavljanju. Tako, zdaj smo pa pri načelih, kar v redu, kar tako načela ERC, ki morate tudi slediti v svoji prijavi. Eno je seveda odprta znanost, k temu morate biti zavezani in pripravljeni, da boste svoje objave in v projektu odprto dostopno ponudili. In seveda vemo, da založniki to lahko računajo, zato so to lahko tudi stroški projekta, samo naprej morate to načrtati. In kakšne objave, ki so odprto dostopne že vaše, lahko kot reference uporabite, čeprav niso zavedene v recimo kakšni reviji, ampak na ustreznih strežnikih, ki so temu namenjeni. Drugo pomembno načelo je enaka možnost spolov. To sem že parkrat povedala, pa samo na kratko povem. Ustanove, ki bodo imele projekte v obzorju Evropa, bodo morale imeti od leta 2022 naprej načrt enakih možnosti za svojo institucijo kot pogoj za podpis pogodbe, ampak za ta konkreten razpis je še v tranzicijskem obdobju in to še ni potrebno, da vas ne bi ustrašila, da vas kaj takega lahko zdaj zaustavi. Pri vseh raziskavah, kjer pa je relevantno, da pristopite k raziskavam tako, da integrirate oba spola, da imate vzorce strani obeh spolov, odvisno od vaše raziskave, je pa to v korist, da integrirate te dve dimenziji v vaše raziskave. Seveda tudi etika v raziskavah, kjer je to za področja, kjer je to pomembno, kjer so občutljiva, je zelo pomembna in jo je potrebno dobro razdelati v prijavi. Prvič preko tabele etičnih vprašanj, ki vam jo ponudijo in odgovorite. In okolikor je kakšno vprašanje, pa se izkaže, da to področje občutljivo imate znotraj projekta, je potrebno pripraviti tudi etično samooceno vnaprej. Potem bomo pa pogledali v nadaljevanju ta etični postopek. Novosti so še ta varnostna vprašanja v raziskavah, če bi slučajno vaša raziskava imela lahko dvojno uporabo, tudi v kakšne vojaške namene, ali bi bila pa lahko zlorabljena v teroristične namene, je to potrebno zdaj po novem označiti. In seveda integriteta v znanosti, ustrezno ravnanje je absolutno pač, skoraj ne vem, če je vredno izgubljati besede, ampak kakšno pač neupoštevanje in slabe prakse imajo lahko resne konsekvence, če jih ugotovijo tako med prijavo, kot kasneje med izvajanjem projekta. Naprej, prosim. Zdaj bomo pogledali, to so te 4 oziroma 5 shem, ena je odprta samo za nosilce ERC, ampak danes je poudarek na tem advanced grant, kot je tukaj z rdečo obkrožen in je nekako odprt za vse, ki so imeli v zadnjih 10 letih pomembne raziskovalne dosežke. Zaprosite lahko za 5-letni projekt z najvišjo zgornjo mejo finančno 2,5 milijona evrov. In v posebnih primerih, ki jih bomo pogledali, je možno tudi še zaprositi za dodatni milijon sredstev. Pa kar naprej, prosim. Tukaj je koledar razpisov, zdaj jaz izjemoma pokažem koledar za leti 2021, kar je današnja tema, in tudi za 2022, ker smo v enem posebnem položaju. Obzorje Evropa se je pričelo zelo pozno, s hudim zamudam, ker so imeli pri financah se je precej zapletlo, preden so to potrdili. Zato bo ERC letos te razpisi si bodo kar hitreje sledili, zato da potem pridejo z letom 2023 v svoj normalen urnik. Tako da trenutno smo pri tem razpisu, ki se je odprl 20. maja in se bo zaprl 31. avgusta, ta advanced grant, ampak naslednji advanced grant se bo odprl pa že 20. januarja, tako da imate to mogoče v vidu, tudi ko se boste odločali. Kar naprej, prosim.
Podaljšanje veljavnega obdobja je sicer bolj namenjeno tem, ki so na starting pa consolidator stopnji, ki imajo izkazano veljavno obdobje, koliko let po doktoratu smejo biti, ampak neke prekinitve kariere lahko smiselno, če jih boste navedli, upoštevajo tudi v smislu tega 10-letnega obdobja preteklega, s katerega izkazujete svoje izvrstne dosežke. In če pač to ustrezno obrazložite, potem lahko tudi te prekinitve kariere ustrezno vpnete v teh 10 let in ga na nek način teh 10 let podaljšate. Seveda je to materinstvo ali pa očetovstvo, kakšna daljša bolezen, ali pa v primeru tistih, ki ste s področja medicine, tudi če ste imeli kakšno klinično prakso nekaj let in v tem obdobju niste mogli raziskovalno delati. Tako da to so možno tudi na advanced stopnji primerno predstaviti. Zdaj zelo razmišljajo, ker vejo na ERC, kako je ta COVID situacija in zapiranje za določen čas laboratorijev, univerz, tudi to, ne potovanje, ne srečevanje na konferencah in podobno, vplivalo na raziskovalno delo, zmanjšalo intenziteto raziskovalnega dela pogosto, zato zdaj sicer v naslednjem delovnem programu, se pravi za razpise naslednje z oznako 22, razmišljajo tudi, da bi se te okoliščine, če bi se lahko ustrezno dokumentirale, tudi pojavile kot nekako olajševalna okoliščina oziroma podaljševanje tega okna, v katerem gledajo reference. Naprej, prosim. Tu smo zdaj pri tej možnosti dodatnih finančnih sredstev, to je tisti dodatni milijon, ki sem ga omenila, s katerim lahko pač dvignete svojo zgornjo mejo finančno za advanced projekt, in to je možno v 4 primerih. Bodisi da vaš prijavitelj za potrjenim projektom, se pravi zdaj nosilec, prihaja izven držav EU, v državo EU zaradi tega, ker bo izvajal ERC projekt. Lahko gre za nakup večje opreme, za dostop do velike raziskovalne infrastrukture, kar je tudi lahko stroškovno zelo visoko, ali pa kakšni drugi večji stroški za eksperimentalno delo oziroma delo na terenu. Jaz sem tukaj navedla, kar v angleščini pustila primere iz nekih tujih prijav. Imamo pa seveda tudi v Sloveniji eno tako prijavo, ki je bila uspešna z dodatkom teh sredstev na Inštitutu Jožef Štefan, na kemiji Flora, šlo za en večje opreme za zagon tega projekta, tam kar v vrednosti 800 000. Lahko tega poslušate. Naprej, prosim. Struktura ERC projekta je v administrativnem smislu precej enostavna, vas ne želijo s tem bremeniti, bolj gre za to, da pač navdušite svojo znanstveno idejo. Projekt v 4 delih. Najprej imate nekaj administrativnih obrazcev, to so obrazci A, z različnimi informacijami o vas, o projektnem predlogu. Tu lahko recimo izključite do 3 evalvatorje, ki mislite, da vas ne bi objektivno ocenjevali in podobno. Potem sta 2 B dela, mi rečemo B1 in B2, ki jih kot PDF naložite, kjer pač opišete svoj projektni predlog. B1 je krajši, na 5 straneh, in v ta del dodate tudi svoj CV in svoj track record, se pravi svoje dosežke za obdobje, za katerega pač je potrebno na stopnji dokazovati, se pravi za zadnjih 10 let zdaj na advanced stopnji. B2 pa je potem bolj v polnosti razdelan projektni predlog na 14 straneh. In v kolikor imate, recimo uveljavljate razne prekinitve kariere, lahko potem to kot aneks naložite, ta dokazila, oziroma obvezni aneks, tukaj pa je podporno pismo gostitelja, se pravi Univerze v Ljubljani, to je standardizirano pismo, ki ga samo s podatki konkretnimi vašimi dopolnite, to je v razpisni dokumentaciji. Kar naprej, prosim. Za tale CV, ki ga imate v delu B1, ki ga dodate, imajo en predlagan okvir, vi lahko ste seveda, to je le predlog, vi ga lahko se drugače opišete, na drugačen način, ampak jaz vam bi svetovala, da kar to uporabite, ker tega so tudi navajeni potem evalvatorji brati, ko gredo skozi to. In seveda poleg teh vseh standardnih zadev, na katere je treba pomisliti, ki sestavljajo odlično znanstveno kariero, ki so tule navedene, je tukaj tudi prostor za te prekinitve kariere, o katerih smo govorili. Kar naprej, prosim.
Potem poleg tistega na kratko extended synopsis je poimenovano na 5 straneh projektnega predloga. V tem B1 delu oddate tudi svoj track record. Na advanced stopnji je to za zadnjih 10 let, oziroma morda več, če boste pač uspešno pokazali kakšno prekinitev kariere. In tu so navedeni nekako vse možnosti, ki pridejo na vrsto, ki so pač lahko glede na različne znanstvene vede v opisu enega takega track recorda. Ni pa seveda to, da se ne boste vprašali, potrebno imeti na vseh področjih, ker recimo so pač znanstvena področja zelo različna. So pa glede na to, kaj boste tu izbrali, neke tipične vrednosti profila sem jaz navedla, kaj se recimo pričakuje, prav gotovo nekje 10 enih pomembnih znanstvenih objav, ki vas v čim boljši luči pokažejo, tako stališča, da vplivate na druge, se pravi, to je citation index, kot tudi stališča mogoče pač kakšnih drugih prodornih idej in da znate pač da navdušite tudi druge v skupnosti, da imate nek širši vpliv, je pomembno. In potem tako naprej, odvisno seveda recimo na družboslovju je več poudarka na monografijah, pa se nekako v zadnjih 10 letih pričakuje vsaj 3. Ponekod so patenti pomembni, ponekod so to odprave, recimo delo na terenu, recimo arheologija je tukaj. Vsekakor se pa pričakuje na advanced stopnji, da pokažete tudi na svoje uspešno mentorstvo. To je tudi eno od ključnih postav, poleg znanstvene produkcije, da tako rečem. In da pokažete na neke raziskovalce, ki ste jim mentorirali in pomagali pri zagonu njihove kariere in so zdaj uspešni. Tako da to vsekakor tudi in opišite. Kar naprej, prosim. Tu so pa zdaj ti paneli, o katerih sem govorila. Vi izberete za svojo prijavo enega od teh zdaj 27 panelov, včasih smo jih imeli 25, potem so pa zdaj v zadnjem letu prenovili, znanost napreduje, prihajajo nova področja na dan, tudi glede na to, kako so se skoncentrirale prijave ponekod, pa ponekod jih je bilo premalo. Skratka, če ste to že kdaj prej pogledali, je zdaj vredno še enkrat pogledati te prenovljene panele in 2 dodana. Eden je na področju naravoslovja, materials engineering, in eden je na področju družboslovja in humanistike, in to je human mobility, environment and space. Te ključne besede, tudi po teh se lahko orientirate, vsak panel je vpisan s kar precej ključnimi besedami in to je res vredno, dobro razmisliti, da se na prav panel, ki vas bo potem ocenjeval, prijavite. Kar naprej, prosim. Zdaj, prenova teh panelov na področju life sciences je bila, ni rezultirala v nekem novem panelu, so pa precej pregrupirali tematike skupaj, tako da so povezali bazične pa translacijske raziskave na posameznih področjih, tako da tam pač si to poglejte. Zdaj mogoče sem sliko pokazala prenovo na področju naravoslovja in tehnike, je pa mogoče s to sliko najlažje pokazati ta novi panel Materials Engineering v relaciji do ostalih panelov, ki so zdaj ostali. Če delate na področju materialov, kar je možno seveda z veliko različnih vidikov, če ste pri sintezi, kateri paneli so bolj pomembni, da razmislite o njih, da se tja prijavite, oziroma če ste že zelo pri aplikacijah tega področjih, tako nekako, da vam ta slika pomaga pri razmisleku, kater panel, če ste na področju materialov, je pravi za vas. Kar naprej, prosim. Do zdaj sem skozi govorila, morate prijaviti na panel, res pa je, boste videli v obrazcih, da lahko izberete tudi sekundarni panel. To je primerno, če smatrate, kljub tej širini panelov, kot ste prej videli, celo znanost so dali v 27 panelov in res omogočajo na nek način multidisciplinarne predloge že znotraj panela, vendar če mislite, da ste tako med 2 paneli in da boste tudi v znanstvenem smislu prispevali na področjih obeh panelih, je primerno, da označite tudi sekundarni panel. Ampak to gre res, vaš razmislek mora iti res v tem smeri, da boste znanstveno prispevali na obeh področjih obeh panelov, ker sicer ne boste oba panela navdušili in ne bodo tako dobre ocene in pač boste težko prišli do financiranja.
Skratka, samo povzeti metodo ali pa način dela z enega panela na drug panel, vam ne svetujem, da v tem primeru izberete sekundarni panel, ker to tistih pač ne bo navdušilo. Statistika kaže, da imajo ti, ki imajo sekundarni panel, so manj uspešni pri prehodu iz prve v drugo stopnjo ocenjevanja, ker je dvostopenjsko ocenjevanje, vendar so pa v drugi stopnji potem bolj uspešni, tako da ni kakšnega posebnega zaključka, res pač morate na svojo idejo to premisliti. Sicer pa ne glede na to, če bi panel začutil, kamor ste se prijavili kot z enim samim panelom, če bi tam začutili, da nimajo dovolj znanja, da bi vas ocenili, da bi si kaj pomagali z drugim panelom, kaj podobno paneli, brez da jih vi napotite, tako sodelujejo. Tako da res se potrudijo s tem, da vam zagotovijo ocenjevalce, ki poznajo vaše področje. Kar naprej. Ti paneli dejansko se zelo poglobijo v vsebino vašega predloga, kar se tudi vidi potem iz vaše evalvacije, ki jo dobite, ki je res temeljita in res vsebinska. In tu je, tako kot sem že prej rekla, so prosti vseh raznih prioritet političnih Evropske komisije in odlična znanost je edini evalvacijski kriterij tukaj. Pogledajo ga z dveh vidikov, odličnost, ambicioznost, potencialni vpliv vašega projektnega predloga, če ga boste pač kot projekt izvedli, vašega znanstvenega pristopa in seveda tudi vas samega kot prijavitelja oziroma prijaviteljice. In kot sem že rekla, poleg vaših znanstvenih dosežkov na advanced stopnji je nujno izkazati tudi znanstveno vodenje mlajših in vpeljavo v neko uspešno kariero. Skratka, da vplivate tudi v tem smislu, ne samo vsebinskem na znanost, da ste tak znanstven vodja, ampak tudi pri vzgoju mlade generacije. Kar naprej, prosim. Ocenjevanje, kot sem že malo vmes v preletu omenila, je dvostopenjsko. Vi si vse oddate naenkrat in se s tem pač ne ukvarjate več in ne bremenite, poteka pa potem ocenjevanje v dveh korakih. V prvem preberejo samo tisti krajši B1 z vašim CV-jem in track recordom in se na podlagi tega panelisti, ki to berejo, odločijo, koga pripustijo v drugi korak ocenjevanja. Pripustijo samo tiste, ki jim pač dajo z najvišjo oceno, z oceno A, in tudi gledajo, da jih nekako 2 do 3-krat toliko pripustijo v drugi korak, kolikor imajo na voljo sredstev. Potem pa na tem drugem koraku pa panelisti celoto ocenijo, se pravi vključno s tistim 14-stranskim B2 in si tudi pomagajo z oddaljenimi ocenjevalci, jih pokličajo, da so prav z tistih področji, mogoče ožjih področjih, kjer ste vi prijavili projektni predlog. Integralni del tega ocenjevanja je seveda tole branje in tudi ocena oddaljenih ocenjevalcev. In potem se tudi srečate s panelom in imate na tem drugem koraku, če se uvrstite v drugi korak, intervju s panelom, kjer panel preveri in razčisti svoje vprašanja, ki so morda ostala odprta in kar jih zanima, in potem naredijo v bistvu prioritetni seznam in nekatere pač označijo z A in uvrstijo v listo za podpis pogodbe, vkolikor imajo dovolj sredstev. Žal se zgodi, da celo tudi v Sloveniji je že bilo tako, da vsi z A oceno celo niso mogli priti do podpisa pogodbe. Kar naprej, prosim. Eno smo šli preveč, ena bi super. Te ocene, ki jih podeljujo, na prvi stopnji podelijo C, B in A, na drugi stopnji pa samo še B in A, in te so pomembne za ponovno prijavo teh, ki pač niso prišli do projektne pogodbe. Jaz sem tukaj obkrožila za Advanced Grant 2021, ker je današnji seminar temu namenjen, da vidite, če ste slučajno med tistimi, ki ste se v letih 19 ali pa 20 prijavljali na kakšen ERC razpis in odvisno od vaše ocene, a ste zdaj veljavni ali morate mogoče počakati še do razpisa z oznako 2022. Ampak v grobem je nekako, če dobite oceno C v prvem koraku, potem počakate 2 leti, ker nekako tako ocenjuje ERC, da je potrebno za izboljšavo prijave. Če ste dobili oceno B v prvem koraku, 1 leto počakate. Tisti, ki se povrstite v drugi korak, pa seveda lahko takoj nadaljujete, naslednje leto takoj ponovno prijavite.
Pri tem bi to omenila, da je potrebno razumeti, da ima ERC nekako dva evalvacijska sistema, dva kompleta, da tako grdo rečem, evalvacijskih panelov, ki jih alternira vsako leto, zato ker je to res naporno takrat za paneliste, res se posvetijo, predebatirajo vaše projektne predloge, pa tudi sami se takrat ne smejo tisto leto prijavljati. Tako da pač jih sprostijo v tem smislu, tako da veste, da če se takoj naslednje leto prijavite, pravzaprav ne pišete istemu panelu, kar nisem hotela pač postaviti to kot negativno ali pozitivno, ampak bolj kot zavedanje. Če se pač vsako drugo leto, potem se večina panelistov bo ponovila, vsakič jih pa eno četrtino v panelu zamenjajo, imajo tako malo na zadrgo deluje, zato da se ohrani neka kontinuiteta dela na panelu. In vsi pretekli paneli članstvo je objavljeno za nazaj, tako da se da malo oceniti, komu pišete, kdo bi lahko bil na panelu, pa vam tudi lahko, ko boste pri tem, pač me kontaktirate, pa pomagam, da to pogledamo. Je pa tako, da nekako tudi, če pa ste ponovno prijavo, pričakuje od prijaviteljev, da so skrbno prebrali vse recenzije, ki so jih dobili, vi to kar več strani dobite tega, se res potrudijo s tem. In ne v smislu, nisem vas hotela napotiti, da morate vse upoštevati slepo, samo zato, ker so tam rekli in pač je to potrebno, ampak pač seveda po vaši presoji, to so različni znanstveni pogledi lahko tudi, je pa pomembno, da se vidi iz naslednje prijave, da ste skrbno prebrali in na nek način naslovili te pripombe. Ste mogoče drugače ubesedili ali pa kaj dodatno pojasnili, ker je šlo mogoče tudi za, niso iz tistega prebranega dobro razumeli. Skratka, to je pomembno, da pri ponovni prijavi se vidi, da ste skrbno prebrali njihovo recenzijo. Kar naprej, prosim. Po zaključku znanstvenega ocenjevanja, se pravi za tiste, ki so predlagani v financiranje, so dosegli tako visoko oceno, sledi še etični pregled. To ni del ocenjevanja, tako da to je en postopek, ki se potem za skoraj polovico konča v 14 dneh, če so pa bolj občutljiva etična vprašanja, pa lahko malo dlje traja in tak interaktiven postopek z njihovo etično komisijo, ker seveda lahko financirajo samo takrat raziskave, ko so resnično sledijo vsem etičnim standardom na določenem področju. Tako, to ne gre za ocenjevanje, tako da ni skrb. Potem je pa treba seveda interaktivno, hitro in odzivno z njimi sodelovati, ker želijo čim prej pač pride do podpisa pogodbe. Tukaj pride na vrsto pravzaprav pregled vaše te etične samoocene, ki jo je v A obrazcih podate, kolikor imate etično občutljiva vprašanja znotraj raziskav. Komisija to pregleda, postavi dodatna vprašanja, razjasnitve, mogoče morate kakšne certifikate dodatno predložiti in potem z njimi, kot sem rekla, interaktivno to oblikujete in razčistite ta vprašanja, tako da vedo, da bodo raziskave skladno z etičnimi standardi potekale. V skrajnem primeru, če gre res za neke zelo občutljive raziskave, vam sicer lahko tudi naložijo, da potem, ko se pač projekt bo začel, da imate mogoče kakšne vmesne etične presoje v času, ko poteka projekt, ali počasih vam dodelijo tudi kakšnega etičnega svetovalca, da sproti spremlja z vami projekt in gleda, da stvari v redu potekajo. Kar naprej, prosim. Etična področja, ki so za njih občutljiva in ki pač, če delate na teh področjih, boste pač tudi ta postopek morali nekako skozi dati. To so seveda vse stvari, ki so povezane s človekom, tako v medicinskem, podatkovnem smislu, kot osebni podatki, obravnava ljudi v kakršnem koli smislu. Seveda delo z živalmi je tudi mora slediti etičnim standardom. Tudi, če imate raziskave izven EU, je potrebno slediti etičnim standardom, ki nekako v EU veljati in ne postavljati v slabši položaj pač zaradi raziskav drugje, kjer to morda ni urejeno, v kakšnem tretjih državah, v tretjem svetu. Seveda okolje, zdravje in varnost okolja in nekako splošna javnost, zdravstvo ne sme biti ogroženo zaradi kakšnih raziskav. Dodali so pa po novem tudi umetno inteligenco, in okolikor se to kako vključuje ali pa celo raziskuje samo področje umetne inteligence, mora iti za neko
umetno inteligenco, ki je zaupanja vredna in tudi sledi etičnim standardom na tem področju, kot se zdaj postavljajo. Kar naprej, prosim. Ja, to je zdaj ta etična ocena, o kateri sem že prejle pri tisti sliki o postopku, kako poteka urejanje etičnih vprašanj, nekaj povedala. V tej samo oceni se pričakuje, da tako stališča metodologije projekta, kot mogoče tudi tistih končnih rezultatov, ki naj bi išli iz projekta, opišete vse te etične dimenzije in kar veste v tistem trenutku oziroma oddaje oziroma kar imate v tistem trenutku kakšnih certifikatov, potrdil, dodate, sicer pa tudi lahko napoveste, da boste, preden boste začeli s temi koraki v projektu, ta potrdila pridobili. In tukaj vam so pripravili tudi en vodič po teh etičnih vprašanjih, ki mislim, da je res kar podroben in vas lepo vodi, tako da svetujem, da si to preden napišete svojo etično samooceno, ta vodič tudi pogledate. Kar naprej, prosim. Zdaj, jaz sem sicer res rekla, da etičen pregled pride na koncu, ko je ocenjevanje končano in ne bremenite se s tem. To je seveda res, ampak seveda evalvatorji so raziskovalci, ki vedo, poznajo standarde, kako je treba delati, tako da če vi dobro domislite že na začetku, in se to vidi tudi iz pisanja opisa vašega projekta, da imate ta vprašanja razčiščena pod kontrolo, da veste, kako boste delali, in to nekako dviguje kvaliteto celotnemu predlogu, tako da vseeno vam polagam na srce, da razmišljate o etičnih vprašanjih od samega začetka koncipiranja svojega projektnega predloga. Opozorila vas bi pa na to, da imajo pa res ne radi vidijo, tako temu se res izogibajte nekim splošnim stavkom, recimo, če delate z živalmi, da pišete neke splošne stavke, ki bi bili relevantni za katerikoli projekt, ne glede na to, s katero živalmi delate ali pa kaj z njimi delate, neke splošne copy-paste iz standardov ven, kako je treba. Tako res pišite konkretno za svoj projekt, to radi vidijo, da ste res konkretni pri tem, res za vaše konkretno delo. Kar naprej, prosim. Zdaj po novem je dodana, kot sem že napovedala, tabela varnostnih vprašanj, da ima to nekako beleži, je nek arhiv, kateri projekti v Evropi bi lahko bili varnostno tudi občutljivi, ampak tle je samo ta tabela za izpolniti in bo to ne vem, bomo videli, ta praksa se zdaj še vzpostavlja, ampak zaenkrat ni nič naprej, tako podobno kot je pri etiki še iz tega, je bolj za oznako Evropski komisiji. Kar naprej, prosim. Zdaj pa še nekaj napotkov, da z njimi končamo potem. To so vprašanja za samo oceno vašo, se pravi, kaj nekako se lahko vprašate oziroma nekako ponudite že vnaprej odgovore panelistom, kako premikate meje znanja vašega projektnega s svojim projektnim predlogom, zakaj je zdaj pravi čas za ta projekt, so se kakšna nova dejstva pojavila, nove metodologije, nova oprema, zakaj ste vi pravi, da boste izpeljali ta projekt. To je nekako, kar pričakujejo panelisti, da bodo prebrali v vašem projektnem predlogu. Kar naprej. Nekaj osnovnih nasvetov je vsekakor, da spreverite svojo idejo z večjimi, da se o njej pogovarjate, tako z ožjimi kolegi kot širšimi, ker mora biti nekako tudi širše ta ideja tako opisana, da tudi širša znanstvena skupnost okoli vašega ožjega področja začuti, ker tudi panel bo širši, da je to res nekaj pomembnega. Tako da mogoče ta presoja, tudi na ERC spletni strani imate opisane projektne predloge, ki jih financirajo, projekte, ki jih financirajo, tako da to je res dobro se tudi na ta način pripraviti. Vsekakor izbrati pravi panel, da vas berejo prave osebe in seveda kar zgodaj svetujemo, da začnete s prijavo. Prijava se lahko popravlja, dopolnjuje do zaključnega roka in je vedno shranjena samo ta zadnja verzija, tako da ni bojazni, da bi neki vmesni razmisleki se kje pokazali. Naprej, prosim. Še enkrat bi rada poudarila ta B1 in B2 del. Njuna ključna razlika, kot sem rekla, B1 preberejo samo panelisti, brez dodatne pomoči specializiranih ocenjevalcev, zato je mogoče dobro, da ga napišete
terminološko, mogoče ne zelo specializiranimi izrazi, ki so samo na nekem ozkem področju doma, da tudi malo na nek način podučite panel, zakaj je to pomembno in kaj bi lahko bilo, in predvsem ga napišite kot samostojno zgodbo, ker to je vaša vstopnica za v drugi krog. In tle not mora biti vse ključne informacije in nekako zbuditi zanimanje, da bi nekdo bral potem vaš B2 del. Tako da to je res, ta razumevanje je zelo ključno, da nekako z B1 ga napišete tako, da pridete v B2, v drugi korak. Kar naprej, prosim. Kot rečeno, potem vsi v drugem koraku imate potem tudi intervju s panelom. To ste povabljeni dovolj zgodaj na intervju, mislim, da je to 2 meseca prej, nekaj takega, dobite pismo, kjer to točno napišejo, koliko imate za predstavitev in koliko za diskusijo, vse skupaj je vedno 30 minut, predstavitve je pa vedno zelo malo, tako da morate biti zelo koncizni takrat, res ključne informacije povedati, potem je pač večina je namenjena pogovoru in je zelo dobro to zvaditi tudi, kaj vas lahko z različnimi skupnostmi, skupinami, kaj vas vse lahko vprašajo, ker tam leti zelo hitro in ni časa, tako res časa se držijo, tako da je ta vaja zelo ključna, vam pa tudi na ministrstvu pomagamo lahko z eno tako generalko. Kar naprej, prosim. Tu so pa zdaj, pokažem naše dobitnike, ja. Takole so prihajali po času, na zaenkrat 3 ustanove v Sloveniji, ki imajo ERC projekte, Univerza v Ljubljani, Inštitut Jožef Štefan in Kemijski inštitut, in naše 2 govornika danes, nosilca ERC projektov sta prav z Kemijskega inštituta, Roman Jerala z področja Ved o življenju in Matej Praprotnik z področja naravoslovnih in tehničnih znanosti, tako da bo zanimivo z obeh področij videti izkušnje, da boste videli, kako res paneli samostojno delujejo, kaj jih navdušuje, in tudi oba sta tudi izkoristila ukrepe, ki jih ponuja ARRS, tako kot smo se dogovorili, in bom tudi na koncu nekaj še o tem povedala in vas seveda vabila, da to izkoristite tudi sami pri svoji pripravi. Naprej, prosim. Ta slika pravzaprav pokaže slovenske prijave v obzorju 2020 in te rdeči visoki stolpci, na žalost, so prijave, ki so se ustavile v prvem krogu. To je tisto, kar sem prej govorila, da res očitno imamo v Sloveniji težave s tem, napisati ta na kratko kot samostojno zgodbo in se uvrstiti v B2, v drugi korak, ker potem ta B2 imamo, pa če samo to pogledamo med B2, kakšen je izkoristek potem do projektov, smo pa nad povprečjem. Tle se pravi, ta B1 je nekako res za premagati in se v drugi krog uvrstiti. Kar naprej, prosim. Podporo, ki ste jo lahko deležni, seveda z moje strani kot nacionalne kontaktne osebe, jaz sem lahko vaš kontakt, prvič imam z ERC direktom, da lahko tudi interpretiram kakšne posebne situacije, ki jih imate, razmisleke, kaj bi se smelo lahko v projektu pač prijavilo, kaj bi bilo dobro sprejeto, in tudi s predstavniki drugih držav, ki to funkcijo opravljajo, imam, tako da tudi tam imamo eno tako skupnost in hitro preverimo, ima kdo že kakšno tako izkušnjo s svojimi raziskovalci, tako da imamo kar dostop do enih veliko dobrih praks. Potem seveda takile dogodki, kot se dogovorimo, tako kot smo z gospo Brigito Krsnik Horvat, ker tesno sodelujemo, mislim, da imate odlično podporo. Potem imam en ukrep, ki mu rečemo ERC čitalnica, kjer lahko pridete in pogledate v papirne izdaje uspešnih projektov, nosilcev, tudi obeh današnjih govornikov, res hvala, da pač naši nosilci ERC to donirajo v našo knjižnico na ministrstvu, ker je to zelo dobro za pregled, seveda ne gre tle za znanost v tem smislu, vsak ima svoje ideje, ampak kako so oni recimo oblikovali svojo predstavitev, da je bila dovolj jasna in da so izrazili tako svoje ideje, da so tudi prepoznali to panelisti. Generalka za intervju sem omenila, to vam tudi lahko, pač pri tem pomagamo, tudi individualno se lahko name obrnete z e-maili, in vam v vašem konkretnem primeru svetujem. Na ministrstvu imamo tudi spletno stran, ki je namenjena prav ERC in tam puščam razne informacije, tudi kakšni
povezave na kakšne dogodke, na posnetke, tudi pričevanja kakšnih drugih nosilcev, ki so v preteklosti tako lepo sodelovali z nami kot današnja gosta, so tam. In seveda z ARRS smo se dogovorili, da imajo dva podporna inštrumenta. Eno so štipendije za obisk pri nosilcih ERC projektov, da preden prijavite ERC projekt, greste lahko za nekaj mesečni obisk k enemu ERC nosilcu v Evropi in nekaj časa z njimi sodelujete in pridobite tudi ta znanja in potem vse, kar ste zavezani k temu, da v 2 letih po povratku prijavite se na ERC razpis. Ne glede na oceno, edino prijava, ki je veljavna, mislim, mora biti toliko koncipirana, da je veljavna, je vaša obveznost. Potem imamo pa tudi komplementarno shemo ERC, to pa je za tiste, ki so se prijavili že na ERC razpis, pa niso pridobili projekta, vendar dovolj dobro oceno, in strani ARRS se podeli en v rangu časovnem in finančnem blizu enega ARRS projekta, kar seveda gre v smislu ERC potem za prilagojeni projekt, ker tam so pač te dimenzije večje. Ampak tudi to vam pomaga mogoče izčistiti idejo, napredovati in potem naslednjič s prijavo uspeti. In seveda vaša inštitucija vam stoji ob strani tudi s takimi dogodki in z drugimi nasveti. Naprej, prosim. Naprej. Ja, tole je samo na kratko, so mi na ARRS pripravili, da si pač pogledate v relaciji, kaj so ukrepi na EU ravni, ki si jih lahko poslužujete za nekako napredek vaše raziskovalne kariere, od Erasmusa pa do vseh ERC možnosti, ki so nad tole lestvico karierno. Pod lestvico so pa navedeni vključno s temi 2, ki sem jih že omenila, ARRS projekti, tudi druge možnosti, za katere verjamejo, da vam pomagajo pri raziskovalni karieri. Naprej, prosim. Tu so na kratko še enkrat, da imate zbrane vse povezave, ki so koristne, tako na ERC direktno, kot na našo ministrsko, ki je namenjena ERC. In naprej, prosim, še k zadnjim. Samo še moji kontaktni podatki, tako kot sem rekla, karkoli me lahko tudi kasneje, danes in tudi kasneje po mailu vprašate za svojo konkretno situacijo. S tem bi pa končala. Zdaj bo povedala naša voditeljica današnjega seminarja, imamo takoj vprašanja ali pa potem kar nadaljujemo s programom. Hvala lepa. Spoštovana dr. Umek Venturini, najlepša hvala za zanimivo predstavitev in mnoge koristne informacije, ki bodo našim prijaviteljem zagotovo v pomoč.